Tudi na tem področju so velike možnosti za razvojni preboj, so prepričani v občinski upravi. Tudi v javnem sektorju si želimo, da so javne storitve, ki jih lahko izvajamo na drugačen način. Tehnologija gre naprej, tudi javna sfera mora temu slediti. Tudi Evropska unija je za prihodnjo finančno obdobje postavila kot enega glavnih stebrov ravno digitalizacijo. Pomembno je, da je dokument strategije nastal znotraj občinske uprave, je poudaril Janez Povh. To se tudi čuti, da nekako dokument povzema vse tiste cilje in ideje, ki se že nekaj časa omenjajo, ki so že zapisani kje drugje in je to nekako dobro povezano z ostalimi dokumenti. Adolf Zupan je predlagal, da bi veliko znanja v občini združili z ustanovitvijo projektnega sveta za digitalizacijo. Kjer bi župan recimo povabil strokovnjake, ki so po firmah recimo, ki se spoznajo na to in bi pravzaprav občinski upravi, ki objektivno ne more tako zahtevnega področja do podrobnosti poznati, pa na ta način se lahko pomaga. Že večkrat sem opozoril na ta vidik vključevanja javnosti, pa se mi zdi, da je tukaj zelo skromna ta strategija, ki je pred nami. Strategija bo podlaga za prve državne razpise, možno pa bo tudi sofinanciranje iz evropskih skladov, je pojasnil Macedoniji. Mi si želimo predvsem nekatere področja, ki so seveda na eni strani javne storitve, potem so tukaj tudi upravljanje z viri, z okoljem, da imamo podprto na digitalen način, tako praktično še bolj proaktivno in kvalitetnejše lahko vse to izvajamo. Vsekakor morajo cilji digitalne strategije jasno odražati, da jo pripravljamo in želimo izvajati predvsem zaradi večje vključenosti občanov v lokalno okolje, je poudaril Bojan Kekec.